Suzana ovčka je Pepina najboljša prijateljica. Čeprav njuno prijateljstvo nikoli ni bilo vprašljivo, je Suzanina družina ena največjih skrivnosti v celotni oddaji. Pogrešani sorodniki, neodgovorjena vprašanja in podrobnosti, ki jih oddaja nikoli ni pojasnila. Danes bomo šli skozi vse. Začnimo z najbolj očitnim. Suzanin oče. Mamika ovca se je pojavila v desetinah epizod skozi vse sezone, a očka ovca se ni pojavil niti enkrat, niti na fotografiji, niti v mimobežni omembi. Kot da preprosto ne obstaja. In v epizodi Plesni avtobus, potem ko Pepa pove, kako plešeš z očetom, Suzana reče: ampak jaz ne. Stojiš na očkovih stopalih. Ampak jaz ne. Če stojiš na očkovih stopalih, Še dodatno potrjuje odsotnost očeta. V oddaji, kjer ima skoraj vsaka družina oba starša prisotna, je ta odsotnost resnično nenavadna. Kje je torej? Obstaja nekaj teorij. Prva teorija je, da je očka ovca umrl, zaradi česar bi bila mamica ovca vdova. Družine, ki so izgubile nekoga, pogosto ne govorijo o njih, da bi se izognile bolečini, kar bi pojasnilo, zakaj ga v oddaji nihče nikoli ne omenja, niti Suzi sama. Druga teorija je ločitev. In glede na to, da niti Suzi ne omenja svojega očeta, če sta se njena starša res ločila, očitno ni šlo za prijateljsko ločitev. Ne glede na to, kaj se je zgodilo, je oddaja o tem popolnoma molčala več kot 20 let. A tukaj je nekaj, kar vse skupaj naredi še bolj nenavadno. Očka ovca ni edini pogrešani moški v tej družini. Vsak sorodnik, ki smo ga spoznali na Suzijini strani družine, je ženska. Spoznali smo mamico ovco, spoznali smo babico ovco, spoznali smo Šarloto, Suzino sestrično. Toda niti en moški član družine ovca se ni nikoli pojavil, kar postavlja očitno vprašanje: kako je to sploh mogoče? Suzi je morala imeti očeta. Mamica ovca je morala imeti očeta. Šarlota mora imeti nekje starša. Kje so vsi moški? Nekateri oboževalci so to teorijo pognali v zelo mračno smer in namigujejo, da so moški člani družine ovca morda prekleti, da se jim vedno nekaj zgodi, preden sploh dobijo priložnost, da se pojavijo na zaslonu. Zveni skrajno. Vendar, ko manjka prav vsak moški sorodnik v celotni družini, se je težko ne spraševati. Zdaj pa se pogovorimo o epizodi, kjer je družina ovca skoraj zavedno zapustila mesto. Pepa. V epizodi Suzana odide, mama ovca prejme ponudbo za službo na drugem koncu sveta in je popolnoma pripravljena, da jo sprejme. Spakira stvari, se poslovi in se pripravlja, da za sabo pusti vse. Epizoda nam nikoli ne pove, kakšna je bila ta služba. A karkoli je že bila, je bila dovolj pomembna, da je mama ovca zaradi nje pripravljena popolnoma spremeniti svoje življenje. Na koncu ponudba propade zaradi telefonskega klica v zadnjem trenutku. In tukaj postane zanimivo. Ko Suzana vpraša, ali to pomeni, da bodo zavedno ostali v mestu. Pepa, mama ovca, reče da, vendar ne izgleda olajšana, ne izgleda srečna. Izgleda kot nekdo, ki so mu pravkar nekaj vzeli. In ta reakcija je pripeljala do ene najbolj prepričljivih teorij o tej družini. Kaj pa, če je bila tista ponudba za službo v istem mestu, kjer je očka oven? Kaj pa, če pravi razlog, zakaj je mama ovca želela oditi, sploh ni bila služba, ampak priložnost, da je spet blizu svojemu možu? In če to drži, potem je kdorkoli ali karkoli preprečil, da bi se ta ponudba za službo uresničila, v bistvu trajno ujel mamo ovco v mestu Pepa. Njen molk po telefonskem klicu je manj podoben razočaranju in bolj nekomu, ki je pravkar spoznal, da nikoli ne bo odšel. Tukaj je ena skrivnost, ki nima nobene zveze s pogrešanimi sorodniki, ampak vse s Susijinim lastnim vedenjem. V eni epizodi se želva doktorice Hamster znajde visoko na drevesu in vsi liki začnejo razmišljati, kako bi jo varno spravili dol. Vsak lik razen Susije, ker je Susijina rešitev od samega začetka preprosta. Preprosto posekaj drevo. posekaj drevo. Samo po sebi bi to lahko zvenelo kot nedolžen otrok, ki ne razume povsem posledic. Želva, ki pade s posekanega drevesa, bi se očitno poškodovala, vendar Suzana to znova in znova predlaga, tudi potem, ko se drugi liki povzpnejo na drevo, da bi pomagali in se sami ujamejo. Na tej točki podiranje drevesa ne bi ogrozilo le želve, ampak bi s seboj podrlo vsakega, ki je tam ujet. In Suzana še vedno ne odneha. Podrite drevo! To ni enovrstična šala, ki bi jo povedali in pozabili. Epizoda se vedno znova vrača k temu, pri čemer Suzana večkrat ponavlja isti predlog, kot da je sploh ne moti, koliko življenj bi bilo ogroženih, če bi jo kdo dejansko poslušal. Kar postavlja vprašanje, zakaj si Suzana tako zelo želi, da bi to drevo odstranili? Je morda le otrok, ki se je zapičil v eno samo idejo, ki še ni povsem povezal svoje ideje z nevarnostjo, ki jo prinaša? Ali pa se dogaja nekaj povsem drugega? Stran Suzane, ki je v tej epizodi za trenutek prišla na plano in je nikoli več nismo videli. Serija nikoli ne pojasni njenih motivov. Nikoli niti ne prizna, da je bil njen predlog zaskrbljujoč. Preprosto gre naprej.
Ne glede na pravi razlog, ostaja Suzanina nenavadna obsedenost s tistim drevesom eden bolj vznemirjajočih in neodgovorjenih trenutkov v celotni seriji. Tukaj je nekaj, na kar večina ljudi nikoli ni pomislila. Suzana ima namišljenega prijatelja po imenu Leo Lev. Pojavil se je v eni epizodi in na to nikoli več omenjen, kar je nenavadno, saj otroci svojih namišljenih prijateljev ne pozabijo tako hitro. Pred kratkim pa so v oddajo uvedli novega lika, Lorenza Leva, iste vrste, zelo podobno ime. In to je sprožilo teorijo, da sta Leo in Lorenzo pravzaprav ista lika, da je nekako Susijin namišljeni prijatelj postal resničen. Še bolj zanimivo pa je, da ima Lorenzo Lev ločene starše, kar se zdi, kot da neposredno odraža Susijino lastno situacijo z očkom Ovnom. Kot da bi Suzi, ne da bi se tega sploh zavedala, ustvarila namišljenega prijatelja, katerega družina je odražala njeno lastno. In ko je ta prijatelj nekako prešel v resničnost, je s seboj prinesel enake družinske okoliščine. Zdaj pa se pogovorimo o nečem, o čemer se premalo govori. O tem, kako bogata je pravzaprav družina Ovčka. Mama Ovčka nikoli ne dela velikega pompa okoli denarja, vendar so dokazi očitni na prvi pogled. V eni epizodi družina Ovčka biva v šotoru na festivalu, ki je bolj podoben popolnoma opremljenemu stanovanju, z moderno televizijo in kopalnico. In v epizodi, kjer se babica Ovčka preseli k njim, prvič zares vidimo notranjost njihove hiše. To je zelo velika hiša za družino z enim staršem. In potem je tu še trenutek, ko Suzana mimogrede omeni, da je nakupovanje enostavno. Samo klikneš gumb na računalniku mame Ovčka. Mama Ovčka očitno ima denar, ampak od kod prihaja? Oddaja tega nikoli ni pojasnila. Ena teorija pravi, da bogastvo družine Ovčka izvira iz volne, da so v bistvu dobavitelji vseh volnenih izdelkov, ki se prodajajo v trgovinah Gospodične Zajčica. Če to drži, je družina Ovčka morda ena najbogatejših družin v mestu Pepa, ki tiho financira celo industrijo iz ozadja. In potem je tu še Sanina želja, da postane medicinska sestra. Večina likov v risanki Pepa ima preproste, vesele razloge za svoje poklicne ambicije, a pri Suzi deluje drugače. Ne pretvarja se le občasno, da je medicinska sestra. K temu se znova in znova vrača, s takšno resnostjo, da je videti osebno. In v epizodi Bolnišnica, ko je Peter sprejet, Sanja pripomni, da lahko bolni ljudje spijo zelo dolgo časa. To je tista vrsta podrobnosti, ki jo lahko pove le nekdo z resničnimi izkušnjami, kar vodi do teorije, ki je resnično precej žalostna. Kaj pa, če očka ovca ni mrtev in ni ločen, ampak hospitaliziran? Kaj pa, če je že leta v komi nekje zunaj mesta Pujsa Pepa? To bi pojasnilo, zakaj Suzi sanja o potovanju po svetu. Išče ga. To bi pojasnilo, zakaj je bila mamica ovca tako uničena, ko je propadla ponudba za službo. Novo mesto bi lahko bilo kraj, kjer zdravijo očka ovco. In to bi pojasnilo, zakaj je Suzi tako odločna, da postane medicinska sestra. In za konec pogovorimo se še o dodatni sobi. V hiši Suzi obstaja soba, ki je namenjena izključno igračam. Noben lik v njej ne spi. Nikoli ni pojasnjeno, zakaj je tam. V Pepini hiši si Pepa in George delita sobo. Prostor je izkoriščen, medtem ko je v hiši Suzi cela soba prazna. Zakaj? Ena od teorij je, da je bila soba namenjena še enemu otroku in da je bila vedno mišljena kot druga spalnica. Druga teorija gre še dlje, da ima Suzi nekje brata ali sestro, ki ga še nismo spoznali. Nekoga, ki občasno pride na obisk in takrat uporablja to sobo. Serija tega nikoli ni obravnavala. Tako kot pri mnogih stvareh v ovčji družini, soba preprosto tiho stoji tam in čaka na odgovor, ki nikoli ne pride. Torej, to je to. Ovčja družina je ena najbolj skrivnostnih v celotni risanki Pujsa Pepa. Bo serija kdaj odgovorila na katero od teh vprašanj? Iskreno, ne vemo. Kot vedno, se vidimo v naslednjem videu.